Lepo pozdravljeni v mojem imenu, v imenu moje ekipe. Zelo smo veseli, da ste v tako lepem številu še vedno tukaj in da vztrajate. Jaz bom predstavil malo naše delo, pa raziskavo, ki smo na temo digitalizacije naredili v naši ekipi. Zdaj, za začetek, jaz ponavadi z nekim reklom neham, tokrat sem se pa odločil kontra, ne pa bom na začetku potem v bistvu, da razvijem svoje teze. Najprej eno tako zelo zanimivo tezo od gospoda Jacka Welsha, njega verjetno vsi poznate, on je eden najbolj znanih, največjih CEO-jev v Ameriki. V 20 letih je podjetje General Electric dvignil delnico za 4000%, s tem, da se ni ubadal z višino delnice, ampak se je ubadal z človeškim kapitalom. In to je to, kar se mi v ekipi kompetenčnih centrov zavedamo, k čemu stremimo in kar želimo tudi čim bolj uvesti v slovenski prostor. Se pravi, on je rekel, če pač na preprosti prevod, težko je tole čisto prevesti, ampak on je rekel, da direktor je v bistvu toliko vreden, koliko so vredni pač njegovi delavci, oziroma koliko so vredni uspehi njegovih delavcev. Zdaj, mi smo imeli do sedaj na skladu 39 kompetenčnih centrov. Začelo se je nekje, razpis prvi je bil leta 2010, se pravi od leta 2011 je bilo 39 kompetenčnih centrov. V njih je sodelovalo 714 podjetij skupno. Ker so se nekatera podjetja ponavljala v različnih kompetenčnih centrih, je tam nekje preko 650 podjetij je bilo dejansko vključenih v kompetenčne centre. Do sedaj so ta podjetja realizirala preko 45 000 vključitev v usposabljanja. To pomeni, preko 45 000-krat so osebe šle na neko usposabljanje. In na teh usposabljanjih se je porabilo cirka 13,2 milijona evropskih sredstev in pa državnega denarja. Tako da mislim, da so to kar ene take lepe številke, ki pričajo o tem, da v bistvu na skladu vemo, kaj delamo glede kompetenčnih centrov. Zdaj, kaj je namen kompetenčnih centrov? V bistvu to, kar je že direktorica zjutraj govorila, kar se je že čez celo konferenco v bistvu kazalo pri nekaterih govornikih, se pravi, je v bistvu skrb za ljudi, usposabljanje, zavedanje, da je kader največji kapital podjetja, tako da v bistvu na ta način mi v kompetenčnih centrih tudi spodbujamo podjetja partnerska, da se na ta način v bistvu delajo. Zdaj, faze kompetenčnega centra. Na začetku se formira partnerstvo, se pravi, se formirajo podjetja iz neke panoge oziroma verige vrednosti, ki želijo sodelovati v kompetenčnem centru in se ta partnerstvo potem prijavi na razpis. Ko je izbrano, če je izbrano, se potem začne pač delovanje KOC-a. Najprej je potrebno pripraviti model kompetenc, kjer podjetja definirajo manke v kompetencah, ki jih imajo, oziroma vrzeli med znanjem, ki ga želijo in znanjem, ki ga imajo v podjetju, in potem v bistvu na podlagi tega usposabljajo zaposlene. Bistvo kompetenčnega centra je usposabljanje. Pri nas v kompetenčnih centrih trenutnih imamo cirka 60% usposabljanj vezanih na stroko. Potem so še pa tukaj jeziki, mehke veščine in pa seveda tudi digitalna znanja. Na koncu je pa v bistvu tudi zelo pomembna promocija panoge, pa promocija S4, kar je tudi že danes bil govor. Zdaj, model kompetenc, tako kot sem že rekel, v bistvu podjetja naredijo, oziroma kompetenčni center naredi neke raziskave, mi jih v bistvu samo okvirno vodimo, na kak način stvari zapeljajo, drugače pa vsaki kompetenčni center ima proste roke pri tem, na kak način izvede model kompetenc. Bistvo pa je, da se identificirajo pač znanja oziroma kompetence, ki so potrebne v panogi in stanje teh kompetenc v vsakem podjetju in potem se te vrzeli v znanju zapolnjujejo z usposabljanji. Potem logično nadaljevanje modela kompetenc je program usposabljanj, katerega se
podjetji oziroma kompetenčni centri držijo in v bistvu usposabljajo zaposlene. Zdaj, tole je presek trenutnih kompetenčnih centrov. Mi smo imeli konec leta 16 razpis za 10 kompetenčnih centrov. Na koncu je ostalo toliko sredstev, da smo jih lahko imeli prvotnih 11, to so tile v prvem stolpcu. Potem, ker so tile kompetenčni centri zelo dobro delovali in smo naše kazalnike v bistvu že do marca letošnjega leta izpolnili, smo dobili priložnost še za en razpis, en zelo kratek razpis, ampak vseeno smo imeli kar nekaj interesentov in na koncu smo potrdili 6 dodatnih kompetenčnih centrov, tako da zdaj imamo 17. Kot vidite, varirajo, ne vem, od turizma do kemije, gradbeništva in pa seveda 2 tudi, ko sta pametna mesta in še en računalniški. Zdaj, skupaj v teh 17 kompetenčnih centrov, vsak je naredil svoj model kompetenc, drugače je v njih vključenih več kot 300 podjetij, mislim, da trenutno je 305, ki zaposlujejo več kot 48,000 ljudi. Ta podjetja so se zavezala, da bodo v času, ko so v kompetenčnem centru realizirala preko 28,000 vključitev v usposabljanja. Usposabljanj se bo pa udeležilo več kot 17,000 ljudi. To je v bistvu bilo v teoriji, kar so se zavezali. Tule so pa zdaj trenutni vmesni rezultati do konca avgusta. Se pravi, še ta glavni del sedaj, ko vsi finiširajo, še ni vključen v te številke. To pa pomeni, ne, da smo sedaj, sklad se je zavezal, da bo naredil 15,600 vključitev v kompetenčnih centrih v 2 letih. Trenutno imamo že preko 26,000 vključitev, kar pomeni, da smo za 66-70% že presegli kazalnike na tem področju. Sredstva, ki so bila namenjena kompetenčnim centrom, so, kot vidite, 4,5 milijona evrov. Do sedaj so porabili 3,2 milijona, se pravi, realizacija je 72%, ampak spet nista še všteta zadnja 2 meseca, ki bodo zelo intenzivna, tako da pričakujemo, da bomo na koncu porabili tam okrog 95% sredstev in pa realizirali od 90 do 100% več vključitev v usposabljanja, kot je bilo v začetku planirano. Ob kompetenčnih centrih naša ekipa izvaja še podprojekt Kompetentna Slovenija. To je skupek delavnic iz področij, ki so bila v prejšnjih kompetenčnih centrih prepoznana kot področja, kjer je manko. Se pravi, gre za neka podjetniška znanja, mehke veščine, predvsem pa kompetence prihodnosti. Do sedaj smo v 18 mesecih organizirali 72 delavnic, danes dopoldne je bila 73. In preko 1500 vključitev v te usposabljanja smo tudi že realizirali. Kar pomeni, da smo spet presegli tudi tukaj kazalnike, glede na to, da smo se zavezali, da bomo naredili 50 delavnic pa 1000 vključitev. Zadeva je zelo popularna med tistimi, ki jo poznajo. Imamo ljudi, ki čakajo v čakalnih vrstah, da lahko pridejo na delavnice. Tako da meni se to zdi res en taki zelo lep projekt, kdor ga ne pozna, dajte pogooglati. Potem smo mi v bistvu zdaj pred delavnico naredili eno raziskavo o digitalizaciji v naših kompetenčnih centrih oziroma v podjetjih, ki so vključena v kompetenčne centre. Raziskava je imela 20 vprašanj, tako da ne bom vas moril z vsemi temi rezultati, ampak bom povedal samo tiste, ki so se mi zdeli najbolj zanimivi oziroma najbolj primerni za današnjo konferenco. Zdaj, o tem smo že govorili, o tem je že par mojih predhodnikov govorilo. Kdo je najbolj odgovoren? Na vprašanja so odgovarjali direktorji, vodje informacijskih oddelkov, informatiki, se pravi v bistvu pač tisti, ki so zadolženi za digitalizacijo in tukaj so zdaj rezultati. Po njihovem mnenju, kdo je odgovoren za digitalno preobrazbo oziroma začetek digitalne preobrazbe v podjetju, je preko 55% reklo, da direktor. Se pravi, to je točno to, kar se v bistvu danes že cel dan pogovarjamo. Potem, kaj vam pomeni digitalna preobrazba? Zelo vesel sem, da je tam 65% ljudi odgovorilo,
da jim je jasno, za kaj se gre, ne, in da še je 10% zelo jasno, za kaj se gre, ne. Se pravi, podjetje, ki so vključena v kompetenčne centre, se zavedajo, v čem je srž problema, ne. Potem vprašanje, ali imate digitalizacijo v poslovni strategiji, je tudi večina jih odgovorila, da jo imajo, ne, se pravi, že nekaj delajo na tem, ne. Potem na vprašanje, ali bo digitalizacija pripomogla k večji konkurenčnosti vašega podjetja, je spet velika večina, se pravi 95% anketirancev odgovorila, da bo vplivalo na njih pozitivno, ne. Potem, kaj so ključi do uspeha, ne, tole je spet v bistvu tako zanimivo bolj z našega vidika, ne, se pravi, brezpapirno poslovanje, razvoj nekih novih naprednih infrastruktur, v bistvu to, kar smo danes govorili, ne, se pravi, ljudje se zavedajo, kaj je potrebno za uvedbo digitalizacije. Katere stvari so že v podjetjih izvedli v ta namen, je tudi v bistvu avtomatizacija procesov, usposabljanje kadrov, to je mene zelo pozitivno presenetilo, ne, da je tako visoko, ampak potem v bistvu, ko vidimo naslednji slajd, vidimo zakaj, ne, ker je največja skrb podjetij v kompetenčnih centrih, da nimajo dovolj znanja, dovolj kompetentnih ljudi za digitalno transformacijo, ne. Se pravi, spet direktorji se zavedajo, kje je srž problema in spet se vrnemo na vse govornike pred mano, ki so to že govorili, ne. In potem še v bistvu, kaj trenutno podjetje, s čim se najbolj ukvarja in najbolj se ukvarjajo z usposabljanjem kadrov, ne. Tu je spet v bistvu tista optimistično delovanje v KOC-ih, kjer se v bistvu 80% direktorov na prvo mesto postavi to, da usposabljajo svoje kadre, ne. Tukaj se zdaj spet navežem nazaj na naše, na splošno kompetenčne centre. Mi v bistvu najbolj apeliramo na direktorje oziroma na kadrovske direktorje, na HR službe in na vse zaposlene, da se je potrebno ves čas stalno usposabljati, ne. In to, da v raziskavi tudi ljudje že vidijo, me navdaja z nekim optimizmom. Tole je to, ne, to je bistvo KOC-ov. Usposabljanja, tako na terenu, kot pisarni, kot strokovna neka znanja, kot mehke veščine, kot neke delavnice z 300 plus udeleženci. To je v bistvu to, kar v kompetenčnih centrih 2017-2018 delamo in to je to z moje strani. Jaz vas bi samo še v bistvu enkrat bi omenil, moja zaključna misel je, kadri so največje bogastvo, ki ga imate v svojem podjetju, tako da dajte ga čim bolj razvijati. Hvala. Imamo vprašanje in sicer, ali bodo naslednje leto še razpisi KOC-i? Bodo. Kakšna podrobnost morda, mislim, kakšna usmeritev? Glejte, mi že od avgusta pripravljamo novi razpis, se usklajujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Trenutno zaradi preobilice birokratskega dela na njihovi in na naši strani stojijo vsa pogajanja, ker moramo najprej spraviti birokracijo za te obstoječe KOC-e skozi, začnemo pa takoj decembra potem finiširati, razpis bo in razpis bo drugo leto. Okay. Še kakšno vprašanje? Ok, Toni, hvala lepa. En aplavz še, no, dobiste tako insidersko informacijo.